Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji, lepo pozdravljeni tudi danes na novinarski konferenci posvečeni COVID-19. Današnjo novinarsko konferenco bomo posvetili razmeram v bolnišnicah, natančneje razmerah na oddelkih intenzivne terapije in pa inšpekcijskemu nadzoru izpolnjevanja pogoja PCT, kjer je tega potrebno izpolnjevati. Z nami so danes izredni profesor dr. Matjaž Jereb, vodja oddelka za intenzivno terapijo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, v.d. glavne tržne inšpektorice Martina Gašperlin iz Tržnega inšpektorata in pa dr. Branko Podpečan, direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Govorni jezik bo v znakovnega tolmačila gospa Špela Uršič Andres. Kar se tiče epidemioloških razmer, se te še vedno stopnjujejo. Včeraj je bilo tako ob 10.571 PCR testih potrjenih 4.481 novih primerov. Delež pozitivnih testov je znašal 42%. Te podatki bodo sedaj vidni tudi v tabeli, iz katere je tudi razvidno, da je bilo včeraj opravljenih kar 40.685 hitrih antigenskih testov. V zadnjih 7 dneh je bilo tako povprečno dnevno potrjenih preko 3300 primerov novih okužb, 14-dnevna incidenca pa se je povzpela na 1849. Kar se tiče cepljenja proti COVID-19, se to seveda nadaljuje. Včeraj je bilo po današnjih jutranjih podatkih NIJZ cepljenih skoraj 14.000 oseb, od tega 11.205 s tretjim tako imenovanim dodatnim odmerkom. Doslej je bilo z njim, se pravi z dodatnim odmerkom, cepljenih že preko 110.500 oseb. Polno cepljenih pa je trenutno 63% starejših od 18 let. V naših bolnicah se postelje, ki jih zasedajo COVID pacienti, žal še naprej polnijo. V njih se danes zdravi 889 COVID pacientov, od tega 191 na oddelkih intenzivne terapije. Še 20 oseb pa je žal včeraj umrlo. Če si pogledamo še naslednjo tabelo, ta prikazuje število zasedenih postelj, in sicer na navadnih oddelkih je zasedenih 698 postelj, včeraj je bilo na navadnih oddelkih zasedenih 681 postelj, na oddelkih intenzivne terapije, kot sem že povedala, imamo danes zasedenih 191 postelj, kar sta sicer 2 postelji, ki sta zasedeni manj kot včeraj, kar je verjetno žal tudi na račun preštevilnih smrti. Skupaj pa je danes v bolnicah zasedenih še več postelj kot včeraj, 889 skupaj, medtem ko je bilo včeraj skupaj zasedenih 874 postelj. Kar se tiče podrobnejših razmer na oddelkih intenzivne terapije na infekcijski kliniki, nam jih bo danes predstavil dr. Matjaž Jereb, ki je z nami preko Zooma, in ga prav lepo pozdravljam. Izvolite, beseda je vaša. Doktor Jereb, vas ne slišimo, morda vklopite mikrofon, če ga slučajno niste. Ja, se upravičujem. Sem mislil, da me boste vi vklopili. Ja. Še enkrat, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Se slišimo zdaj, ne? Spoštovani, epidemiološke razmere v državi so iz dneva v dan bolj zaostrene in število na novo okuženih SARS-CoV-2 virusom skokovito narašča, stopnjuje se pritisk na bolnišnice, vse več je bolnikov, ki zaradi dihalne odpovedi potrebujejo obravnavo v bolnišnicah. Tu gre tako za bolnike, ki jih sprejemamo na navadne oddelke, kot za bolnike, ki jih sprejemamo na intenzivne oddelke in potrebujejo podporo aparatov. Danes imamo v državi že več kot 38.000 aktivno okuženih. Vemo sicer, da samo nekaj odstotkov teh okuženih dejansko kasneje potrebuje bolnišnično obravnavo, vendar ob takem številu aktivnih primerov že nekaj odstotkov lahko pomeni neobvladljive razmere. Še bolj zaskrbljujoč pa je podatek, da vemo, da okoli 25% v bolnišnico sprejetih bolnikov s covidom zaradi kritičnega poteka bolezni potrebuje obravnavo na intenzivnih oddelkih in nisem prepričan, da bo naš zdravstveni sistem, ne glede na vas trud in požrtvovanost zdravstvenih delavcev, ta pritisk dejansko tudi zmogel. Tudi včerajšnja projekcija Inštituta Jožefa Štefana glede odvijanja epidemije v naslednjih tednih ni rožnata, daleč od tega. V
bolnišnicah se nam obeta več kot 1200 COVID-19 bolnikov, od tega preko 250 na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Ozko grlo bodo tako navadne, predvsem pa intenzivne postelje. Večkrat sem že poudaril, da ni toliko problem v opremi, v aparatih, problem je v pomanjkanju ustreznega usposobljenega kadra. Potrebno se je zavedati, še enkrat poudarjam, da rezerve tu praktično ni, zdravstveni kader je na eni strani izčrpan, nekateri tudi žal zbolevajo in prerazporejanje kadra iz ne-covid dejavnosti na covid dejavnosti, kar sicer do neke mere teče, žal ni rešitev, v nedogled to nikakor ne bo šlo in ne gre. Ob tem se je potrebno zavedati, da imamo tudi številne druge bolnike z akutnimi težavami, ki jih je potrebno reševati in za kar seveda enako potrebujemo opremo, za kar potrebujemo usposobljen medicinski kader. Danes imamo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani skupaj hospitaliziranih 239 bolnikov s covidom, od katerih jih 71 zdravimo na oddelku za intenzivno zdravljenje in so neposredno življenjsko ogroženi. Povprečna starost naših bolnikov ostaja v zadnjih tednih podobna, na navadnih oddelkih je to 70 let, na intenzivnih oddelkih je to 61 let, s tem, da je najmlajši na navadnih oddelkih star 24 let, na intenzivnih oddelkih pa imamo najmlajšega bolnika starega 32 let. Imamo tudi 5 porodnic, ki so okužene s SARS-CoV-2 virusom in 3 otroke, 2 stare 11 mesecev in enega, ki je star 2 leti. Dejstvo je, da se bližamo številkam, s katerimi smo se soočali v novembru lanskega leta, ko smo imeli v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani hospitaliziranih dobrih 350 bolnikov, od tega na intenzivnih oddelkih 69 kritično bolnih posameznikov. Med našimi bolniki še vedno prevladujejo necepljeni posamezniki, tako na navadnih kot na intenzivnih oddelkih, s tem, da je odstotek necepljenih na navadnih oddelkih nekoliko nižji. 60% bolnikov ni cepljenih, na intenzivnih oddelkih ni cepljenih skoraj 80% posameznikov. Upam, da večina sodržavljank in sodržavljanov ve in da se danes zaveda, da so razmere glede obvladovanja epidemije dejansko kritične. Dejstvo je, da kolikor bi imeli višjo in boljšo precepljenost, se ne bi soočali s številkami, s katerimi se soočamo, in število bolnikov, ki bi potrebovali bolnišnično obravnavo, bi bilo po mojem trdnem prepričanju obvladljivo. Dejstvo je, da je celotna država na nek način talec posameznikov, ki iz različnih razlogov, praviloma pa strokovno neutemeljenih, niso opravili cepljenja, se niso cepili, se niso držali ukrepov oziroma priporočil in marsikdo od njih se teh priporočil žal še vedno ne drži, priporočil, ki so učinkovita in s katerimi vplivamo na obvladovanje epidemije in pa preprečevanje prenosa virusa. Kako za naprej? Dejstvo je, da na vseh nas in na vsakem posamezniku, da se obnašamo samozaščitno, ne glede na to, ali smo cepljeni ali ne. Pomembno je, da v zaprtih prostorih nosimo zaščitne maske, skrbimo za medsebojno razdaljo, za higieno rok in da se čim manj družimo. Tudi kar se cepljenja tiče, sicer je pozno, pa vendarle ni prepozno, zato ponovno pozivam vse, ki se še niso cepili, da to storijo, se na ta način učinkovito zaščitijo sebe, svojo okolico, svoje drage in nenazadnje vplivajo tudi na širjenje virusa. Hvala lepa. Tudi vam za te uvodne besede. Začenjamo z novinarskimi vprašanji. Prvega bo zastavila gospa Vanja Kovač, TV Slovenija. Izvolite. Pozdravljeni. Mene samo zanima glede teh 20% posameznikov, ki so na intenzivnih oddelkih, ki so cepljeni. Torej, ali gre to za starejše ljudi, večinoma kakšna je povprečna starost in ali gre za ljudi s kroničnimi boleznimi oziroma za ljudi, ki so se cepili že precej časa nazaj. Hvala. Drži, gre za posameznike, ki so se cepili, večina njih več kot 6 mesecev nazaj, se pravi, tu je prostor za tretji odmerek.
Druga resnica je, da prevladujejo starejši in pa osebe s sočasnimi kroničnimi boleznimi. Tretjina njih od teh 20 je hudo imunokompromitiranih. Naslednje vprašanje zastavlja Špela Lobe, 24 ur. Ja, pozdravljeni. Najprej me zanima, rekli ste, da niste prepričani, če bo sistem zdržal toliko bolnikov, pa me zanima, kaj konkretno ste s tem mislili in kje bo največja težava. Torej, to pomeni, da mogoče kdo ne bo prišel do obravnave na intenzivni terapiji in bo ostal recimo na navadnem oddelku, kar se lahko slabo konča. Potem me pa še zanima, na COVID oddelke najverjetneje sprejemate tudi tiste pozitivne paciente, ki imajo kakšno drugo bolezen, ali se v to statistiko recimo štejejo cepljeni, ki jim gre pa slabo zaradi nekatere druge bolezni in gredo v to statistiko. Skratka, da malo razložimo ljudem, kakšno je to razmerje med cepljenimi in necepljenimi, ali so med cepljenimi tudi tisti, ki se jim prav COVID zelo zaplete. Hvala. Kar se tiče povezave med popolnim cepljenjem in pa samim potekom bolezni, nenazadnje tudi slabim izhodom, gre dejansko na eni strani tako za ljudi, ki so sprejeti zaradi nekega drugega razloga, ne s covidom, so ob tem popolno cepljeni in na koncu se zapleta ta njihova osnovna bolezen in tudi smrt ni posledica pri teh, ki so kljub popolnemu cepljenju umrli, ni posledica covida, temveč neke druge osnovne bolezni. Na drugi strani pa imamo tudi posameznike, ki so sprejeti zaradi covida, kljub temu, da so popolno cepljeni, ampak prevladujejo še enkrat ti, ki so starejši s kroničnimi boleznimi ali ki so imunokompromitirani. Skratka, iz obeh skupin imamo te bolnike. Kar se tiče projekcije za naprej in natančno ocenjevati, kako bo šel scenarij, žal ne morem. Jaz lahko samo ocenjujem, kakšen je potencial naših postelj, predvsem pa koliko osebja imamo za oskrbo bolnikov, tako na navadnih oddelkih kot na intenzivnih oddelkih. In že danes je standard oskrbe nižji, kot je bil pred covidom. Skratka, imamo manj osebja za obravnavo bolnikov s covidom, kot smo imeli osebja pred samo epidemijo. V tem trenutku se seveda to nekako ne pozna na ukrepih, na delovanju zdravstva, na posegih, ki jih opravimo. V tem trenutku opravimo vse posege, ki so potrebni. Kam bodo pa stvari šle, kolikor bo bolnikov, ki bodo potrebovali intenzivno terapijo, 210, 220, 250 ali celo več o teh številkah govorimo, pa težko rečem, kako se bodo stvari individualno in na posameznih lokacijah odvijale. Zanesljivo bomo do neke mere prisiljeni v to, da bomo improvizirali določeni posegi, ukrepi. Upam, da samo tisti, ki ne bojo življenjsko nujni, ne bodo upravljeni, se bomo pa v vsakem trenutku trudili, da bomo upravili vse tisto, kar bo bolnik potreboval, ampak seveda vsem nam pa je jasno, da dveh stvari sočasno ne moremo delati, tako kot ne moremo sočasno voziti dveh avtomobilov. In če imamo v istem trenutku opravka z večjimi kritično bolnimi, ki potrebujejo intervencijo, ukrep, težko napovem, kako se bodo stvari odvijale. Hvala lepa. Sergeja Hadner, hvala, Žurnal 24, izvolite. Lepo pozdravljeni. Jaz bi pa prosila za pojasnilo, kakšen je razlog, da veliko več pacientov oziroma večina pacientov umre na navadnih covidnih oddelkih, ne pa na intenzivah. Hvala lepa. Bolniki ne pridejo do intenzive, razlog je njihovo predhodno stanje. Gre za kombinacijo visoke starosti in pa sočasnih kroničnih bolezni, nenazadnje za njihovo krhkost, pri katerem lahko zanesljivo ocenimo, da intenzivno zdravljenje ne bi pomenilo rešitve, temveč zgolj odlašanje smrti. Med umrlimi so tudi bolniki, kar sem že omenil, ki imajo neke druge kronične bolezni ali bolezni, ki jih z vsemi prijemi in pristopi sodobne
medicine ne moremo rešiti, od to tudi odločitev, da jih ne sprejmemo na intenzivne oddelke. To je ključno in to so ključni razlogi, zakaj je temu tako.